Da malo pokomentiramo tole zadnje dogajanje. Um, Janez Janša je postal predsednik vlade. To je že sicer stara novica, ampak niti ni še toliko stara. Um, Moram reči, da je bil ta trenutek, čakaj, kdaj je bilo to v petek? Lih en teden nazaj, ja, v petek so ga izglasovali in ta video, ko je Zoran Stevanovič napovedal rezultate glasovanja, mi je bil zelo, 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 zelo prijeten. Pogledala sem ta prispevek večkrat, ampak zakaj mi je bil prijeten? Malček je bila tista moja hudomušnost v meni, ne? Ker ko sem delala ta prvič vpogled za Zorana Stevanoviča, ta vpogled je dostopen samo članom skritega kluba Gola Slovenija, prijaviš se lahko spodaj v opisu, je link. Mislim, da sem v tistem videu rekla, da me ful zanima, kaj se bo zgodilo, če bo on pristal v situaciji, ko ne bo imel druge možnosti kot to, da gre z Janezom Janšo v vlado. Lih zato, ker je podpisal tisti obrazec. Zdaj, tako ekstremno se ni razpletlo, ampak se je skoraj. Je pa prišlo do tega, da je on postal pač predsednik državnega zbora in s tem je mogel tudi na nek način podeliti mandat Janezu Janši oziroma pač nasloviti rezultate. In zakaj mi je bil ta posnetek tako zanimiv? Zato, ker sem opazovala Zoranovo energijo in napoved rezultatov je predal z enim res lepim spoštovanjem, zelo spoštljivo, celo se je čutilo neko zadovoljstvo v njemu in čestitke, pač čutilo se to že v tem, kako je te rezultate naslovil. Naslovil jih je z neko tako lepo energijo, spodbujajočo in to me je ful presenetilo pozitivno. Meni je Zoran s tem pokazal, da je dejansko človek, ki se zna spreminjati in prilagajati in da v bistvu zna tudi sam pri sebi priznati, da je morda videl neke situacije ali ljudi napačno. Namreč on je bil torej ful proti Janezu Janši, tako sem bila tudi jaz, ne. Dokler se nisem začela ukvarjati s temi njihovimi energijami in to deliti tudi z vami. Takrat se mi je Janez vse bolj prikupil, ker sem ga na energijskem nivoju začela spoznavati v tisti bolj njegovi avtentični energiji. In ta njegova avtentična energija mi je bila zelo, zelo, zelo privlačna, zelo zanimiva, zelo prijetna. In mi je dejansko uspelo videti to drugo perspektivo Janeza, ki jo on načeloma na televiziji rad skriva. Pokažejo bolj v kakšnih podcastih ali pa tako v kakšnih situacijah, kjer je on dejansko lahko malo bolj sproščen. In takrat sem videla, da Janez Janša sploh ni tako zelo slab človek, kot se o njem govori. Kasneje sem tudi ugotovila, da so v bistvu bolj tisti levičarji krivi, zato da ima marsikdo o Janezu dosti slabšo sliko, kot je njegova resnična slika. In sem pač videla, da kadar nekoga spoznaš, lahko si imel prej o njem ne vem kako zelo slabo mnenje, ampak potem pa v bistvu vidiš, da je to pravzaprav zelo dober človek. Zdaj, jaz Janeza Janše še nisem spoznala, ampak sem ga spoznavala na energijskih nivojih. In seveda jaz to že vem od prej, da dostikrat imaš o nekem človeku zelo slabo mnenje in pol, ko se z njim družiš, ali pa ko si prisiljen biti z njim v neki komunikaciji, takrat vidiš to drugo plat človeka in takrat rečeš, jaz sem tebe narobe videl, ne. Ampak glede na to, da sem jaz spoznavala Janeza samo na energijskem nivoju, mi je bilo toliko bolj všeč tudi to, da sem uspela vseeno videti to drugo plat, čeprav ga ne poznam osebno. In to, da je Zoran spremenil svoje mnenje o Janezu, ker Zoran ga je prej zelo, dobro, sovražil je mogoče res taka močna beseda, ampak ga je absolutno, dajmo reči, zaničeval oziroma
pač res se je videlo, da je velik nasprotnik. In glede na to, da je Zoran spremenil mnenje o Janezu, mi je to dalo meni potrditev, da resnično Janez ima neke te skrite potencijale, ki jih pač ne pokaže, in Zoran jih je uspel najti, ni bil v egu in vztrajal pri tem svojem, ne, jaz bom šel nasproti Janezu Janši, jaz bom nasprotnik, ampak je pač prilagodil svoj pristop do te mere, da na nek način je postal njegov podpornik, ampak hkrati se drži tudi svojih načel, ki jih je obljubil volivcem, preden je vstopil v parlament. Zdaj, ali je Zoran prekršil svoje obljube, marsikdo mu to očita. In ko sem jaz malček bolj raziskovala to, kdo to očita, kdo pravi, da je Zoran lažnivec, so v veliki večini to predvsem tisti ljudje, ki so volili leve stranke in sploh ne resnice. Poznam celo enega človeka, ki je volil resnico, in on mi je sam rekel, da pač njega načeloma ne moti, če bi on šel z Janšo v vlado, bolj se mu zdi pomembno to, da je Zoran v parlamentu. In to se mi tudi zdi tak pač lepa gesta, in tudi, kot je rekla Katja Kokot v enem podcastu, mislim, da je bilo to s tem Istokom Gartnerjem, je rekla, da te ljudje, ki pravijo, da smo jih, da smo prekršili naše obljube, to sploh niso naši volivci, ne. In takrat sem tudi tle dobila potrditev, evo, se mi je zdelo, ne. Mislim, jaz verjamem, da je kakšen človek, ki je volil resnico, pa je zdaj razočaran, ker je Zoran podprl Janeza Janšo in vse to, ampak jaz mislim, da večina ljudi, ki so volili resnico, ni jim toliko zdaj point, da bi jih ni toliko zdaj razjezilo to, da je on podprl Janeza Janšo, bolj jim je pač to pomembno, da je Zoran prinesel neko svojo vizijo v parlament. Tako bi rekla, no, vsaj na podlagi tega, kar sem videla, in tega kolega, ki ga poznam, ki je volil in ki je pač mi to povedal svojo perspektivo takrat, zdaj ne vem, če se je kaj spremenila, nimam pojma. Mislim, ne, po moje, da se ni. Ampak take stvari so meni, mislim, tako, to je tako zelo taka kompleksna zdaj situacija v smislu za razložiti, ker jaz se prav spomnim videa, ko je Zoran rekel, marsikdo je govoril v preteklosti, da z Janezom ne bo šel v vlado, da je proti Janezu Janši, da je proti, in potem so prišli v državni zbor in takrat so se spremenili in takoj so šli z njim v koalicijo. In jaz pa ne bom, zato sem pri notarju podpisal, da z Janezom Janšo ne bom šel v koalicijo. In takrat, ko sem jaz to videla, mene je prešinila prva misel, čakaj malo, kaj pa, če so ljudje proti Janezu, zato ker ga ne poznajo, ker jim ni bilo všeč ne vem kaj, pač politika njegova, kakorkoli, in so šli v politiko li zaradi tega, da bi to ustavili, ampak ko so Janeza spoznali iz prve roke, oziroma ko so prišli v državni zbor, ko so videli tiste stvari, ki so morda javnosti sicer skrite, ko so dobili bolj jasno sliko tega, kaj se dogaja v ozadju in kakšni so procesi in vse to, takrat so dojeli morda, aha, jaz sem videl situacijo čisto narobe. Zdaj, ko sem pa notri, ko vidim stvari iz prve roke, zdaj mi je jasno, ja, zdaj pa gremo v vlado z Janšo. Ne. Tako da takrat sem že pomislila misel, upam, da, mislim, nekako ta želja, upam, da bo on na take situacije, da vidimo pol, kaj bo dejansko naredil. Zdaj, meni se zdi škoda, da je on to podpisal, ne, ker bi bilo veliko boljše, da pač po mojem mnenju bi bilo ful fajn, če bi bil on dejansko v koaliciji. Ampak po drugi strani, glej, dobil je vse eno pomembno mesto, celo bolj pomembno od ministrskega stolčka, ne, pa dobro plačo ima, tako da načeloma njemu ni hudega. Uspel je najti neko drugo pot, no. Ampak kakorkoli, jaz vidim, da, mislim, meni so všeč ljudje, ki znajo priznati, glej, jaz sem imel o njemu tako in tako mnenje in zdaj sem pač ga spoznal in vidim, da sem takrat narobe mislil. Zoran tega ni rekel, ampak jaz pa mislim,
Da bi on dobil zelo, zelo veliko podpornikov, če bi to priznal. Ker objavil pa je sliko, oziroma mislim, da je Katja Kokot objavila sliko, na kateri je ona, Zoran in Janez Janša. In točno vem, kaj se je dogajalo na tistem kosilu. Zoran se mu je verjetno Janezu ful prilizoval. Morda je to malček skrival, morda se je malček brzdal, da ni bil preveč pocukran, ampak si pa predstavljam, da je zelo verjetno Janezu povedal, da je imel o njemu drugačno mnenje in da zdaj, ko ga pozna, da je dojel, da je morda videl stvar napačno. Namreč tako nekaj podobnega je Zoran meni rekel tudi na Vpogledu, ko sem delala z njim energijski vpogled. Mi je na koncu rekel, da je mislil, da imam slabe namene, pa vidi, da se je zdaj motil. Zdaj, nam vsem je logično, da se je Zoran premislil, ne? Se pravi, da trenutno pač zdaj podpira Janeza. Mene moti zdaj samo to, da nisem nikjer zasledila, da bi Zoran pač predstavil svoj pogled, zakaj je spremenil svoj pogled na Janeza Janšo, kaj si zdaj trenutno misli o njem. Nekako to vse bolj zavije v to, pač on zdaj to zavije v smislu, ja, oni so sestavili program, ki je v zelo veliki meri podoben tudi našemu programu, našim iztočnicam, ne, in seveda nekdo, ki naredi program podoben našemu, ga bomo podprli, ne. Nikjer ni nikoli povedal v bistvu svoje mnenje o Janezu, ampak tista slika, kjer so s Katjo Kokot in Janezom skupaj, pove več kot 1000 besed. Iz njihovih nasmehov in oči se vidi, da so v taki lepi harmoniji bili takrat na tistem kosilu, ali kar so imeli. In mi je žal, da tega ni nikjer izpostavil, ne. Morda pa še bo. To bi bilo, jaz mislim, da bi on dobil dosti nekih podpornikov. Je pa res, da nasprotniki bi takoj ga označili, da je vse to bilo zrežirano, da je bilo to vse nastavljeno. To ljudje radi delajo, ker iščejo razlog, zakaj si je on premislil. To je nemogoče, on ga je toliko sovražil in zdaj pa kar naenkrat se z njim druži, pa slika, pa ne vem kaj. To mi je sumljivo, to je bilo nastavljeno, zlagali so se, pretentali so nas, kakšni pokvarjenci, kakšni manipulanti. Ampak ne, ni to tako. Pač dejansko ljudje se spreminjamo, ljudje imamo dostikrat kdaj napačna mnenja, zato ker ne vidimo cele slike. In najbolj prav in srčno je, da kadar ti spoznaš, da si se zmotil, da si imel o nekomu napačno mnenje, da to pač tudi pol poveš. To bi si želela jaz od Zorana. Torej, da on nekako pove tudi javno, kako je videl Janeza takrat in kako ga vidi zdaj, ker bi s tem pri meni dobil dosti plus točk. Zakaj? Zato, ker bi tudi meni dal neko perspektivo tega, kaj točno je njega prepričalo, da je spremenil mnenje o Janezu. Kaj so tiste stvari? Ali je to samo program, ali je v bistvu videl, da je Janez dosti bolj. Čeprav to je povedal med vrsticami, ne, ko se je še za te mandatarje nekako odločalo, in je bil še nekdo, sicer nekdo, verjetno Robert Golob, je rekel, ni povedal tako imensko, ampak je na nek način dal vedeti, da je v bistvu Janez Janša, da se pri njemu vidi, da ima zelo veliko znanja, da je zelo suveren politik in da se čuti tudi izkušnje in da točno ve, kaj govori. Medtem ko drugi kandidati, ko so bili, pa ne v državnem zboru, ampak še prej nekje, da so bili totalno zmedeni, nepripravljeni, totalno nestabilni, nesigurni vase in tako. Tako da na nek način je povedal med vrsticami, kaj ga je pri Janezu prepričalo. Jaz sem pa še vedno takega mnenja, da
takrat med COVID časi je bilo treba delati to, kar se je pač bilo treba delati. Ja, lahko bi ubrali kakšne bolj lahkotne ukrepe takrat, mogoče je bilo marsikaj malček preveč too much, ne, zaradi česar je Janez dobil zelo veliko nasprotnikov. Takrat ne, ampak ko sem zdaj pogledala tole listo ministrov, ki jih je predlagal Janez Janša, moram reči, da na podlagi teh slik in energije, ki sem jo začutila potem, ko sem pač pogledala sliko in prebrala njihovo ime in priimek, so mi večinoma vsi ministri zelo všeč. Edini, pri katerem imam malček pomislekov, je tisti minister za mladino. Ne vem, kako se kliče, mislim, da je neki Borut Repovic, nekaj takega, ne vem, to sem si zdaj malček zmislila ime, ampak je tako Brit. Recimo pri tistemu sem malček bila, ampak po drugi strani, glede na to, da je to neko ministrstvo za mladino, pa se mi zdi tak malček odštekan, kar mogoče sploh ni slabo. Ampak to je edini minister, ko sem bila malček tako skeptična. Vsi drugi, v bistvu sem jaz zadovoljna s tem, kar je pač bilo predlagano. Čakaj, se lahko pogledamo na hitro, bom poiskala tole. Bom poiskala tole objavo. Franci Matoz je minister za notranje zadeve. Zdaj, jaz Matoza sem zdaj, mislim, da prvič tako videla, kako on sploh gleda. Vem pa, da se včasih govorilo, da če si kriv in da če si kriv in da te nekdo toži, da če vzameš Matoza, da se ve, da si dejansko kriv, ker Matoz je kao ful dober odvetnik. Ampak glej, kakorkoli, Matoz je dober odvetnik, to se ve, zato se mi zdi, da bo tudi kot minister opravljal svojo funkcijo odlično. Janez Cigler Kralj za kmetijstvo. Zdaj ne vem, koliko je on kaj kmeta, ne, ampak se mi zdi prav, da so ministri nekako, da pač vsaj poznajo te panoge, ne, če niso že to po poklicu, ampak tako kot gledam Janeza Ciglerja Kralja, bi rekla, da bi on bil kar v redu minister za kmetijstvo. Valentin Hajdinjak kot minister za obrambo se mi zdi super, ker je tak zelo konkreten moški, tako tak lik za obrambo. Potem imamo Monika Kirbiš Rojs za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ja, ta se mi zdi glih taka za neke take stvari. Potem Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport. Kot športnika ne vem, če bi ga dala, ampak ajde, gospodarstvo in delo pa mislim, da bo dobro upravljal to nalogo. Tadej Ostrc kot minister za zdravstvo. Ne vem, kakšno ima on izobrazbo, ampak tako energijsko gledano, vizualno gledano se mi zdi zelo v redu. Če se spomnimo COVID časov in ministra za zdravstvo takrat, a je bil Krek? Mislim, da je bil Krek. Mislim, come on, ko sem jaz in takrat sploh so bili ministri vsi skupaj obupni, eden hujši od drugega, pač jaz nisem mogla gledati tistih frisov, vsi so mi bili, sploh ona ženska z nekimi skurjenimi lasi, ki ne vem, ministrica zakaj je bila, ampak katastrofa, ne. Zdaj, recimo, Tadej Ostrc, glede tako, kako zgleda, kako se drži, kakšno ima tako prezenco v javnosti, kot minister za zdravstvo se mi zdi dobra izbira. Polona Rifelj, ministrica za okolje in prostor, ja, ona se mi zdi taka dosti striktna, mislim, taka, da res, ne vem, sploh ženska za okolje, za prostor, mislim, ženska kot ministrica za okolje in prostor, se mi zdi boljša izbira kot nekako moški, ne vem, se mi zdi, da ženske so bolj take narava, materinskost, ne, mati narava, se mi zdi, da mora biti ženska za tako funkcijo, tako da ona se mi zdi tle kar v redu, ima pa zelo tako ostro energijo, tako špičasto, kar se mi zdi, da bi v bistvu bilo super, ker ima ta ženski vidik, se pravi skrb za naravo in okolje, hkrati pa ostrino, da je odločna pri tem,
kot v smislu, ne, to pa ne bo šlo čez, moramo skrbeti za naravo. Se pravi, se mi zdi super. No. Andrej Šircelj, minister za finance, pa ja, ta se mi zdi glih nek tak finančnik, bankir. Meni se zdi v redu. Mihael Zupančič, minister za pravosodje, pač ok, v redu, nimam nekih slabih, mislim, negativnih pogledov. Ignacija Friedel Jarc, ministrica za kulturo, pa ja, ona mi je taka smešna, tako da se mi zdi glih prav za kulturo. Za kulturo moraš biti malček tako odštekan, se mi zdi. Ne vem, jaz to skoraj malček na pamet govorim, ker jih nimam dosti pojma, ampak si predstavljam, da minister za kulturo mora imeti malček te tudi, mora biti malček drugačen. No? In ona se mi definitivno zdi taka malček nek poseben lik. Taka malo bolj karikatura. Tako da se mi zdi dobra izbira. Tone Kajzer kot minister za zunanje zadeve. Ok, minister za zunanje zadeve je dosti v komunikaciji z drugimi državami. Definitivno boljše kot ona Tanja Fajon, ali kaj je bila ona. Mislim, da je bila ona tudi ministrica za zunanje zadeve. Katastrofa. Mislim, meni ni bila všeč. In definitivno se mi ni zdela glih najbolj primerna. On pač ne vem, po sliki in tako se mi zdi ok. Nimam zdaj nekega mnenja, ampak je bolj pozitivno. Suzana Lep Šimenko kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ja, nimam nekih slabih. Čisto solidno se mi zdi. Franci Matos, minister za notranje zadeve in javno upravo. Veš, kaj mi je zanimivo pri Matozu, ne? Zdaj gledam vse slike od teh ministrov. On je na več slikah, sem ga opazila, ki tako gleda nekam gor. To mi je zelo zanimivo. V bistvu tle vidim eno tako lepo prispodobo oziroma energijsko gledano, to, da gleda gor, kaže na to, da vidi neko večjo energijo pred sabo. Se pravi, ni toliko v tem, oziroma, kot da, lej, zdaj bo to zvenelo malo preveč verno, oziroma tako pobožno, ampak kot ko vidim njegovo sliko, ne, mislim, mogoče lahko pokažem. Ja, ne bo se videlo. Gleda tako gor, pač greš na Janez Janša profil na Facebooku, pa boš najdla to sliko z vsemi ministri. Tako, ko gleda gor, nekako, kot da gleda nekoga višjega, ki ga zelo ceni in spoštuje in je za njega pripravljen delati v najvišje dobro, ne, tako bi rekla. Meni se zdi ok, no, jaz nimam nekega zdaj slabega občutka tle. Ne vem pa, koga vse je Matos zagovarjal na sodiščih, razen Janeza Janšo, in če je morda uspel kakšnemu kriminalcu znižati kazen, zato ker je tako dober odvetnik, to mi ne bi bilo všeč. In vidiš to, veš, to meni ni jasno, ne, kot odvetnik, pa ti pride nekdo, ki je naredil res hud kriminal, pa te ima za odvetnika, kako lahko kot odvetnik se boriš za to, da dobi ta človek čim manjšo kazen, čeprav je naredil hud kriminal. In kako potem lahko si ponosen, če zmagaš, da kriminalca opereš kazni? To se mi zdi tako, če si odvetnik, ena ful taka težka preizkušnja. No, morda pa tudi deluje to vse skupaj drugače in imam jaz malček slabe predstave o tem, kako odvetniki delujejo. Kakorkoli, gremo naprej. Mateja Ribič, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve. Evo, ona se mi zdi prav taka tipična, neka tisto tradicionalna gospa, ki mora biti družina tako in vse tradicionalno. Zelo taka tradicionalna se mi zdi, kar je super za demografijo in za družino in socialne zadeve. Ok, za socialne zadeve. Mogoče ne smeš biti toliko tradicionalen, ker moraš se zavedati, da pri socialnih zadevah srečaš 100 ljudi, 100 čudi in 100 različnih problemov, ko pač moraš pogledati tudi kdaj iz neke nove perspektive. Jaz ne pravim, da ona tega ni sposobna, ne poznam je, ampak čisto tako. Načeloma se mi zdi dobra izbira, no. Evo, zdaj imamo pa tega Borut, Rončević. Ok, na Facebooku nima šumnikov. Evo, to je tale.
Pač tam je tako malo, ne vem, ko sem jaz videla njegovo sliko, malo, mi glih ne zgleda nek politik, mi glih ne zgleda nek minister, tak malček mi je preveč uh, ekstravaganten, se mi zdi. Tako ima pač obrazne poteze, tako zelo. Ne da bi kaj posebej on dajal si na obraz, ali pa da bi nosil kakšne posebne frizure, v bistvu je pač brez las oziroma plešast. Kljub temu mi deluje tako zelo ekstravaganten, kar mi je ful zanimivo. Se pravi, da ima on zelo ekstravagantno energijo, ki izžareva preko njegovih obraznih potez. In zdaj ta ekstravaganca lahko je dobra, lahko je slaba, ne, odvisno. Zaenkrat sem jaz malček tako skeptična. Ampak sem pa videla njegovo objavo, v kateri je napisal, da ga je gospod Janez Janša povabil k sodelovanju in ga pač predlagal za ministra in da se počuti tle zelo častno, da bo služil za našo državo oziroma za njegovo domovino. Sicer on se nahaja nekje v tujini, glede na objave. Lej, bomo videli. Zaenkrat je on tisti, zaenkrat je ta Borut Rončević edini od ministrov, ki sem tako malček bolj, ki sem tako, da mogoče skoraj malček preveč dvomim, ampak nočem pa preveč dvomiti, ker morda pa se bo v bistvu izkazal in ga ocenjujem zgolj na podlagi nekih svojih predsotkov ali pa svojih. Potem pa imamo še Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko. Jernej Vrtovec se je v mojih očeh zares izkazal, sploh v predvolilnem času, oziroma bolj na začetku, proti koncu predvolilnega časa, je bil že kar tako malček preveč tak bojevit, kar je čisto razumljivo in sprejemljivo. Ampak kot minister za infrastrukturo in energetiko se mi zdi, da bi ustrezal tej funkciji. Tako da zdaj te kandidati in kandidatke. Jaz sem zadovoljna. Če primerjam z prejšnjo Janezovo vlado in kakšne ministre smo imeli takrat, ali pa če se spomnim malček teh ministrov od Roberta Goloba, to, kar vidim tle na slikah, se mi zdi zelo, zelo, zelo navdihujoče in optimistično. Tako da jaz se veselim, ko me čakam, da vidim, kaj bo to. Definitivno čestitam Janezu Janši za zmago in za celo 51. glas, ki je še vedno skrivnost, in meni se zdi tudi prav, da skrivnost ostane. Čeprav jaz imam dva na sumu, kdo bi lahko bili, ni nujno, da imam prav, ne bom povedala nič. Ampak tudi nima veze. Glej, to, da je dobil 51 glasov, se mi zdi res pač tako spodbujajoče in Janezu želim, da se izkaže v tem mandatu. Upam, da bo zdržal in da tista moja napoved, da bomo septembra imeli ponovne volitve, da bo padla v vodo. Kot vedno rada rečem, prihodnost ni nikoli zapisana v kamen. Glede na trenutno energijo, pa lahko prihodnost predvidimo, ampak to ne pomeni, da se bo taka prihodnost dejansko uresničila, ker je ogromno nekih dejavnikov vmes, ki lahko spremenijo energijo, in ko se spremeni energija, se avtomatično spremeni tudi prihodnost. In kot kaže zdaj, razvoj te, oziroma kako se sestavlja ta nova vlada, se mi zdi zelo, zelo stabilno, čeprav je še vse tako zelo negotovo. Ampak če uspe dejansko Janezu sestaviti to vlado s temi ministri, jaz si upam trditi, da mu bo morda celo uspelo cel mandat iti čez. Če bodo pa levičarji se spomnili, da je zdaj Black Cube in da zaradi tega treba ponoviti volitve, pa sem 100% prepričana, da če bo Janez Janša že začel delovati v tej novi vladi, in če se bo izkazal in če bo on deloval v teh nekih njegovih potencialih, dajmo reči, da bo dobil marsikaterega podpornika, in v primeru novih volitev bi rekla, da bo SDS imel še več zmage na volitvah. Tako da dvomim, da bo Svoboda uspela spet priti na vrh. Nemogoče. Jaz mislim, da ne.
Ampak glej, pustimo se presenetiti, Janezu čestitam in mu želim vse najboljše, hkrati vsem ministrom. Zadovoljna sem z izbiro zaenkrat. Jaz nobenega ne poznam, razen teh Ceglar pa Vrtovec. Mislim, poznam, ne poznam tudi teh, ampak jih poznam tako, ne, iz televizije. In želim izvolitev in hkrati jim želim v primeru izvolitve tudi uspešno delo. In naj naredijo to, kar so si prizadevali, in naj vsi skupaj že končno rešijo to našo Slovenijo, da bomo malo bolj vsi skupaj zadihali, da tisti, ki se bojijo vseh teh propadov, da bodo malček umirili te svoje strahove, levičarji, da bodo zaprli svoje gobčke in končno, da gospodarstvo malo zadiha in da se malček infrastruktura izboljša. Ne, in vse te stvari, ki v naši Sloveniji ne funkcionirajo in se niso v zadnjih letih nič popravile. Tako da bomo videli. Definitivno mi je zelo, zelo zanimivo, kako se stvari odvijajo in komaj čakam videti, kako se bodo stvari odvijale naprej. Jutri pa pride potovanje z Robertom Golobom. Če lahko sem tukaj zelo iskrena, poraz. Ampak na koncu tega potovanja, ki je bilo zelo kratko, kaotično in mi pa je dal eno zanimivo lekcijo, ki sem jo preizkusila. Ne vem pa še, če dejansko deluje tudi z prenosom v fizični svet. To bomo še videli. In če dejansko bila ta njegova lekcija nekaj uporabnega in se bo izkazala kot točna, morda pa bo Robert Golob iz moje strani celo dobil malček več spoštovanja. No, to je to za danes. Lepo se imejte, uživajte v vikendu in se vidimo jutri ob 10:00 na potovanju v energijski svet Roberta Goloba. Čau!